Vita živijo, Mojca z vami, pozdravljam vas iz mojega templja, gibanja in notranjega miru. Danes bi rada z vami majčkeno govorila o moji vadbi Vitas Energy. Zelo me sprašujete, kaj to sploh je, kaj je zdaj neka razlika med navadno vadbo, zakaj je v bistvu Vitas Energy, ne? Tako da, ene par iztočnic. Vitas Energy vadba je v bistvu nastala čist iz enega takega razloga. Jaz kot inštruktor aerobike, sem res mogla poznati čist vse vadbe. Od A do Ž, kar je bilo novega, smo šli na konvencijo in tam spoznavali nove stvari. Ampak, ko je prišel Pilates, je obnorel svet seveda in meni je nekaj manjkalo. Delala sem tudi jogo, prav pri indijskem učitelju in je bila odlična zadeva, ampak meni je še zmeraj nekaj manjkalo. Aerobika tudi super stvar, jaz kot plesalka sem oboževala aerobiko, moja aerobika je bila bolj plesna, seveda pač ne morem iz svoje kože, ampak spet mi je nekaj manjkalo. Joga ti da nekaj, pilates ti da nekaj, potem aerobika ti da nekaj, ampak vsaka ti da nekaj. Torej moraš hoditi potem na aerobiko, pa moraš hoditi na jogo, pa moraš hoditi na pilates, pa ne vem, včasih smo imeli tajbo, pa ne vem kaj še. Ker sem raziskovalni človek, sem začutila, da nekaj še manjka, nekaj je še potrebno raziskati, kar v bistvu bi jaz dodala v vadbo kot nasplošno. No, in tako nekako sem raziskovala in hodila na izobraževanja in te stvari. Se je samo od sebe, bom rekla, začela razvijati nova vadba. Moje raziskovanje je to v bistvu. Najprej sem jo poimenovala Vitalis, ker enostavno sem raziskovala kot življenje. Vita je življenje in nekako je ta iztočnica prišla. No, potem, ko sem se pa začela še malo bolj ukvarjati z energijo, nekako, in sem dodajala zdaj tem vajam še pridih, energijski pridih, bom tako rekla, je pa spet dobila ta vadba Vitalis, čist eno svojo obliko spet, oziroma rdečo nit, bom tako rekla. Tako da Vitalis je bila najprej ena taka vadba, ki je temeljila na plesnih tehnikah. In te plesne tehnike pač vedno dajo v ospredje držo, dajo v ospredje notranjo moč. Je ogromno teh vaj, katere sem jaz v bistvu priredila na vadbeno variacijo. In te vaje delam še danes, ker so odlične vaje in vam res postavi hrbtenico na svoje mesto. Druga zadeva, katero sem pogrešala pri vadbah, je to, vadbe so vse gradile mišico od zunaj navznoter, torej površinske mišice, potem pa moraš garati, da prideš do globinskih, če prideš. Mene pa zanima, kako jaz takoj začnem globinske mišice razvijati. Sem spet prišla do enega zaključka, na kakšen način je treba vajo delati, da vzbujaš, prebujaš te globje mišice, katere v bistvu nam falijo pri svobodnem gibanju, vsakdanjem gibanju, ne samo zdaj, samo pri vadbah. In tudi bolj lahkotno pa vse skupaj deluje. Te globoke mišice, recimo, da vam dam primer, ko vi ležite, pa ostanete, in da se ne pobirate na ta način, pa si morate z rokam pomagati, ampak enostavno stisnete center
in ustanete. Recimo, to je ta globja mišica, katera v bistvu vas pobere, in vi lahko smuknete, recimo iz postelje ali pa iz kavča, recimo. Delali smo na drži, najprej zelo močno in pa na notranji moči. Potem je pa prišla še energija in sem jaz začela raziskovati vse vrste energije. Nekako so mi začele prihajati energijske vaje, s katerimi si mi lahko tudi pomagamo in polnimo svojo energijo, obnavljamo svojo energijo in s tem tudi posledično regeneracijo mišic, celic telesa. In ko sem jaz to skupaj združila, je v bistvu potem se Vitalis preimenoval v Vitas Energy. Ker je v bistvu vadba spet dobila eno novo obliko, torej iz notranje moči in teh fizičnih, bolj zadev smo dodali še energijske in potem sem jaz to združila in enostavno je potem nastala vadba Vitas Energy. Potem na koncu sem pa še dodala dihanje, ker zadnja leta res raziskujem še dihanje in se je tudi rodila delavnica dihanja, rodila se je ena posebna taka čist natur tehnika dihanja, posebne čist natur, spet navadne dihalne vaje, katere sem združila v celoto in tako dobila dihanje s celim telesom. Te stvari tudi raziskujem res globoko na delavnici dihanja, seveda pa delamo dihalne vaje tudi na sami vadbi. Tako da imamo zdaj eno celoto. Vitas Energy sedaj zaobjema tako vse fizične vaje za vse mišične skupine. Delamo jih na popolnoma drugačen način, kjer zbujamo tudi notranje mišice. To pomeni, če mi delamo za biceps, poskušamo začutiti tisto najglobjo mišico v bicepsu, tako v tem smislu. Ali kje drugje. Stil v bistvu vadbe je drugačen. Stil gibanja je drugačen. Na kakšen način izvedem samo vajo je drugačna. Zato, ker sem šla v bistvu kontra, to pomeni, da sem šla od znotraj navzven graditi mišico. Ne od zunaj navznoter, ampak od znotraj navzven. Da res tiste globoke mišice prebudimo in jih zopet aktiviramo. Tako sem dodala potem notranjo moč, dihanje, potem vaje za hrbtenico oziroma pravilno držo, potem oblikovanje telesa, spet na drugačen način in pa sprostitev, stretching, sprostitev z dihanjem, pa vmes tudi energijske vaje. Torej, že med vadbo delamo energijske vaje, zato da v bistvu še zraven polniš svojo energijo in narediš za v bistvu oba dva pola. Na vadbi potem delamo in za energijski pol in za fizični pol. In imamo potem eno tako celoto. In to približno je ta rdeča nit vadbe Vitas Energy. Če bi želeli poskusiti, srčno dobrodošli v tale tempelj, kjer lahko brezplačno poskusite gibalno uro Vitas Energy in sami začutite to posebnost in seveda, da začutite vajo in jo ponotranjite.
In takrat, ko vi vajo res začutite, jo lahko pravilno naredite in takrat je ta vaja vam v najvišji doprinos. Zato je zelo pomembno, na kakšen način izvajate karkoli vam je ljubo. Ali je to kolesarjenje, ali je to tenis, karkoli že delate, dajte paziti na se, dajte paziti na pravilno izvedbo. Meni je blazno pomembna ta pravilna izvedba in jaz si res vzamem čas, da razložim in da vsakmu posebej pokažem, kako se izvaja sama vaja. Zelo pomembno je tudi dobra razlaga. Tako da tisti, ki delate z ljudmi, tisti, ki delate, ki imate svoje vadeče, dajte paziti na samo izvedbo, da res znate razložiti. Ni dovolj, da sam pokažete, ampak morate znati tudi razložiti in seveda vaša naloga je, da popravite. Ni vaša naloga, da kažete, ampak je vaša naloga, da predvsem naučite pravilno izvajanje vaje. To pa pomeni, da morate tudi pristopiti do ljudi in jim pokazati. Ja, striktno jih popraviti, fizično popraviti, da oni začutijo vajo, da začutijo, kakšna je pravilna izvedba. Tako da dajte si to vzeti na znanje, da ni samo inštruktor, vaditelj, kakorkoli to, da se postaviš pred ljudi in da šteješ in kažeš vaje. To je veliko več. Vaditelj, inštruktor, učitelj, kdorkoli že pač, kakorkoli že želite poimenovati, je zato, da enostavno svojega učenca, vadečega, nauči pravilno izvajanje vaje. To je najbolj pomembna stvar in res vam polagam na srce, delate za ljudi, ko ste na svoji uri in delate za vadeče in ne delate v bistvu zase. Zase delate takrat, ko ste vi na svojem treningu, ko pa ste vi na, bom rekla, uri, kjer imate svoje varovance. Je pa zelo pomembno, da res greste v vlogo tega učitelja in da je vaš cilj, da pravilno naučite izvajanje vaj in te stvari. Tako da zdaj še ta drug part, no, zdaj sem malo zašla, ampak očitno mora to nekdo slišati. Dobrodošli na vadbi Vitas Energy. Želim vam prijetne gibalne dneve, gibalne trenutke. Vzamite si res v dnevu trenutke za gibanje, da majčkeno svoje telo, bom rekla, prevetrite, da si delate ta balans med gibanjem pa sedenjem oziroma mirovanjem. Zelo pomembno, ne? Tako da res gibanje rabimo vsi na dnevni bazi. Tako da najte si eno gibanje, ki vam bo sedlo, lahko je samo sprehod, super stvar, ampak pejte v naravo, ne sprehajajte se po, ne vem, betonu ali pa, ne vem, nekje, kjer ni najboljši zrak. Pejte v naravo, predihajte se, lahko imate tudi hitro hojo, da se majčkeno prevetrite malce bolj, ne? Tako da dajte si vzeti to na znanje, no? Da res telo rabi tisto pravo gibanje v enem dnevu, torej v dnevu, ne v tednu, ampak v dnevu, vsak dan. Okay? Evo, srčno pozdravljam, gibajte se vsak dan, sproščajte se vsak dan in življenje bo sigurno veliko, veliko bolj razgibano z več energije. Vita živjo!